Dragi gledalci televizije Exodus, danes smo na obisku pri sestrah Uršulinkah in pred menoj je sestra Štefka, ki je tudi voditeljica, tajnica Centra za duhovne poklice in tukaj smo pri njej, da se pogovarjamo o odprtih vratih, dan odprtih vrat, ki se bo zdaj kmalu vršil. Torej vse stvari nam bo sestra Štefka, ki se zelo trudi in je prizadevna v tem centru, povedala in nas seveda povabila, da vstopimo skozi odprta vrata. Draga sestra Štefka, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Povejte, sestra Štefka, kaj je pravzaprav dan odprtih vrat? Ali nam lahko predstavite, zakaj pravzaprav gre? No, pri dnevu odprtih vrat gre za to, da damo ljudem možnost, da pridejo in pogledajo. Velikokrat se srečujem z ljudmi, ki sprašujejo, kako izgleda za vašimi zidovi, kako izgleda tudi v bogoslovju, kako izgleda v malem semenišču, želijo od blizu videti. In dan odprtih vrat je ena takšnih priložnosti v letu, kjer kdorkoli želi, lahko pride, pogleda, povpraša, se od blizu sreča z življenjem v bogoslovju, v malem semenišču in v različnih redovnih skupnostih. Sestra Štefka, Uršulinka, vodja centra, prosim vas, da predstavite našim gledalcem dan odprtih vrat, ki bo 6. marca. Kako bo potekalo in zakaj je dan odprtih vrat pomemben v naši slovenski cerkvi? Ko se srečujemo z ljudmi, velikokrat ugotavljamo, da imajo zelo ali napačno podobo sploh o redovnem življenju, o življenju v bogoslovju. Zelo malo poznajo. Spet drugi se zanimajo, ne? Recimo vzemimo mladega človeka pred odločitvijo. Veliko lažje se odloči, če od blizu poskusi, pogleda, povpraša, ima možnost videti, otipati, preživeti kakšne dni. Tukaj ne bo več dni, bo en dan. Naj povem, da tudi ta možnost večdnevnega bivanja obstaja, ampak nekaj ur možnosti prideti, pogledati. Tukaj je potem možnost, da marsikakšen predsodek odpade, bolj realno podobo imamo, pa tudi to je ena priložnost, da poklepetamo, da se malo povežemo, pač s tistimi, ki jih zanima in pridejo. Lepo ste nam razložili, prosil pa bi vas, da nam še bolj detaljno poveste, kje, kdaj se bo dogajalo in kako približno bo potekal program dneva odprtih vrat tukaj pri nas na Štajerskem, Mariborski metropoliji in verjetno nekaj podobnega tudi v Ljubljanski metropoliji. Tako, dan odprtih vrat je zelo široko zastavljen, če tako rečem. Torej, dan odprtih vrat bo potekal in v Ljubljanski nadškofiji in v Mariborski metropoliji. Torej, ker sodelujemo, ker je to naše skupno področje, smo en del pripravili skupaj, Ljubljana in Maribor. Naše geslo je skupno, našel velik zaklad sem. In sicer to geslo smo želeli izbrati prav zato, ker se pripravljamo na evharistični kongres in pravzaprav vsak od nas poklican je zaslišal klic in je v svojem poklicu našel zaklad. Ta največji zaklad je gotovo Jezus, naš odrešenik. In to je geslo, ki nas bo spremljalo v soboto 6. marca. V Ljubljani in v Mariboru. V Mariboru, v Mariborski metropoliji bo potekal dan odprtih vrat v Mariboru za vse 3 škofije naše metropolije. In sicer lahko boste obiskali bogoslovje, Slomškovo dijaško semenišče,
potem pa več ženskih in moških redovnih skupnosti. Torej, šolske sestre na Štrosmajerjevi ulici bodo odprle svoja vrata, Marijine sestre na Kamniški, pri nas, pri Uršulinkah bo na Gregorčičevi 20 tudi dan odprtih vrat, potem moški redovi, frančiškani in bratje kapucini bodo tudi odprli svoja vrata. Potem smo pa letos dodali še novo možnost za tiste skupnosti, ki nimajo svoje skupnosti v Mariboru. In tako se nam boste pridružili še ena moška in ena ženska skupnost, sestre hčere Marije Pomočnice in bratje Minoriti, ki bodo pa svoj način življenja, delovanja, sploh kako njihovo življenje poteka, predstavili v župnijski učilnici. Tako da bo kar široka možnost, in sicer program bo najprej potekal v Slomškovi dvorani, začetek bo ob 9, zbiranje že prej in petje in priprava približno 1 uro. V tem programu bomo skušali organizatorji približati vsem udeležencem, kaj sploh je duhovni poklic, kako Bog kliče, to poklicanost na splošno. Kako pa potem izgleda življenje v bogoslovju, v malem semenišču in različnih redovnih skupnosti, bodo pa udeleženci lahko videli in doživeli, ko se bodo podali v skupnosti. Namreč takoj po tem skupnem programu jih bomo razdelili v manjše skupine. Tiste, ki so že naprej izrazili, katero skupnost bi radi obiskali, bomo to upoštevali. Tisti, ki niso posebej izrazili, se bodo eni izmed teh skupin lahko pridružili. Tako da bo potem približno 2 uri potekal program v posameznih skupnostih. Tukaj smo prepustili, kako bo skupnost pripravila program. V glavnem, gotovo boste videli vse te skupne prostore, potem imeli možnost se spraševati, kako poteka dan, kako poteka molitveno življenje, skupno življenje, poslanstvo, ki ga opravljajo posamezne skupnosti. No, to bomo pa potem zaključili celotno dogajanje ob 12 v Slomškovi stolnici, kjer bo sveta maša, ki bo višek, ker, kot sem že rekla, Bog je tisti, ki kliče, da hodimo za Jezusom, in vir in višek tega dneva bo gotovo to srečanje z Jezusom v sveti Evharistiji, zato tudi smo. Lepo ste opisali program in kaj se bo dogajalo, tudi kateri skupnosti bo, in navsezadnje ste odgovorili še na to vprašanje, kaj bodo lahko izvedeli v skupnostih. Ja, prav to bi rada rekla. Dan odprtih vrat ni namenjen samo mladim. Gotovo je v prvi vrsti za mlade, zlasti je lepa priložnost za tiste mlade, ki morda v srcu čutijo, da jih Bog kliče, pa še ne vedo, ali je sploh to klic ali ni klic. In je to priložnost, da bolj od blizu vidijo, kako življenje izgleda, in se še malo bolj prepričajo. Potem je dan odprtih vrat namenjen tudi otrokom. Že otrokom nižjih razredov 9-letke. Zakaj? Bog kliče vsakega človeka. Bog začne že v nežnih otroških letih. Mene je poklical že v nežnih otroških letih, je začel. Dovršil je potem v puberteti, ampak prav zato želimo dati možnost tudi otrokom. Povabljeni so tudi njihovi starši, potem vsi molivci za duhovne poklice, še posebej povabljeni, ki nas ves čas podpirajo pri tem našem delu. Ampak naj povem, da imate danes možnost, oziroma v soboto možnost priti na dan odprtih vrat vsi, ki vas kakorkoli zanima, kako izgleda ta način življenja. Marsikdaj sprašujete, marsikdaj ostajajo kakšne stvari nepoznane, zgrešeni pogledi. Zdaj je pa priložnost odprto za vse, kogarkoli zanima. Sama ste tudi redovnica Uršulinka in če dovolite, bi vas osebno vprašal, kako pa ste vi občutila ali doživela ta vaš osebni klic v redovno življenje? Res je, že zelo zgodaj sem začutila Božji klic,
Morda je k temu prispevala tudi bližina samostana. Naj povem, da sem jaz doma iz Mekinj pri Kamniku in da je pravzaprav naša hiša, smo prvi sosedje od uršulinskega samostana. Tako jaz, odkar se spomnim, še kot majhna deklica, sem hodila v samostan. Ne vem, življenje sester me je privlačilo, do mene so bile tudi take prijazne, zanimale so se. In ko sem gledala, kaj delajo, kako molijo, mene je to notranje privlačilo. Mene je notranje privlačilo to, kako one molijo, kako so povezane z Bogom. Obenem sem pa že gledala, kako delajo tudi z otroki. Takrat sem videla samo to, kako delajo z otroki, ker so sestre v naši župniji, pa tudi v okoliških učile verouk. Pozneje, ko sem prišla v najstniška leta, oziroma še ne v najstniška, še prej, v višjih razredih osemletke, so sestre začele z duhovnimi vajami za deklice. In jaz sem bila na prvih teh duhovnih vajah, ki so jih oni organizirale, to se spomnim, to je bila bomba, če tako rečem. Da smo bile skupaj, da smo skupaj molile, pele, igrale, se pogovarjale in to o temah, ki so nas takrat zanimale in sestre so debatirale z nami, spustile so se na naš nivo, da sem čutila kot ena izmed njih in meni je bilo to zelo všeč in sem čutila, me je privlačilo. Dokončno sem se odločila v 7. razredu osnovne šole. Že. Ja, v 7. razredu osnovne šole. Bilo je konec proti koncu maja. To je povezano z eno pobožnostjo, ki jo v naši župniji gojimo. Na 7. velikonočno nedeljo v naši župniji nosimo v procesiji tako 1 uro daleč milostni Marijin kip. In samo enkrat v življenju je eno dekle iz hiše lahko nosilo to Marijo. Navadno je bilo to v 8. razredu, jaz sem imela pa malo protekcije, ker smo doma bili tudi mežnarji in smo pri cerkvi veliko sodelovali, pa v 8. razredu tisto leto ni bilo zadosti deklet. In jaz sem doživela to takšno milost, da lahko enkrat v življenju nosim Marijo, da sem rekla, iz hvaležnosti za to bom en teden hodila vsak dan k maši. Naj povem, da nisem drugače redno ob nedeljah, nisem pa med tednom. In sredi tedna, jaz še zdaj se spomnim, kot bi bilo včeraj, sestre so pred mano sedele v klopi, jaz sem se bolj od zadaj usedla, sem začutila prav to v srcu. Ali ne bi hotela biti tudi ti tako srečna, kot so one? Ali mi ne bi podarila svoje življenje? To sem začutila v notranjosti in jaz sem samo rekla da. In po tistem da je v mojem srcu se razlilo tako veselje in taka radost, ki jo ne morem in jo ne bom nikoli mogla opisati. In od takrat naprej sem jaz samo to še razmišljala, kdaj bi čim prej lahko šla v samostan, bi šla med sestre. Seveda jaz bi takoj šla, ampak so mi sestre same rekle, da je končaj še osnovno šolo doma, pa premisli, poklicne še zori. No, po 8. razredu sem se pa potem odločila in sem šla takoj po 8. razredu k sestram v Ljubljano, v kandidaturo. Seveda sem še hodila v srednjo šolo, ampak meni je bilo važno, da sem z njimi, da z njimi molim, da sem z njimi deležna življenja in sem se pripravljala na poslanstvo. Tako da pravzaprav poklic je z mano rastel, pritegovalo me je njihovo življenje, način, ko sem čutila, kako se prepleta molitev in delo. Tudi jaz sem želela delati z mladimi, z otroki in ko sem se odločala, naj še to povem, sem se srečala s provincialko, to je provincialna predstojnica, ki je odgovorna za vse uršulinke v Sloveniji in ona mi je dala eno knjižico z redovi, je rekla, ti samo uršulinke poznaš, a ne? Prav, da še druge poznaš, da ne boš kdaj rekla, nisi poznala in si kar šla. In mi je dala, da si preberem, pogledam še v drugih redovih in jaz tisto berem zvečer. Ko bom pa končala, naj pa pridem nazaj. Prebiram, gledam, sem zaprla knjigo in sem rekla, jaz vem, da bom uršulinka, pa konc, nikoli nisem tistega do konca prebrala, ampak me je v srcu potrdilo to in ta radost in ta sreča, ki mi je ustala prav ob tem, ko sem rekla, ja,
me je vedno znova potrjevala, da je to, da je to prava odločitev. Sestra Štefka, uršulinka, glavni motor in tajnica v Centru za duhovne poklice. Lepo ste nam razložila vašo osebno izkušnjo poklicanosti, tudi vašo veselje. Večkrat ste omenila srečo in privlačnost redovniškega življenja. Danes pa svet, posebej Slovenija, v tem času smo soočeni z nevrednotami in imamo tudi zdaj v tem trenutku pobudo v Sloveniji, da bi se pogovarjali in razmišljali o vrednotah, ki nas nekako vodijo. Rad bi vas vprašal tole, torej ljudje danes smo odmaknjeni od Boga in zato tudi težje na splošno ljudje razumejo redovnice in redovnike. Nekateri rečejo blagor vam, ker ste v miru in nič pravega ne delate, drugi pa rečejo uboge revice, nimajo družine in so za zidovi. Vi pa ste govorila veliko o sreči. Povejte, sestra Štefka, kako bi vi odgovorili tem ljudem, ki so v teh dilemah, ko želijo razumeti vaše redovniško življenje? No, najprej bi rekla to, da zame 37 let sem v samostanu, še za en dan ne morem reči, da mi je bil dolgočasen. Ste lepo povedali. Tukaj Čudovito. Zame je pa to življenje toliko polno in toliko dinamično, da si včasih sploh ne bi predstavljali. Ja, rečejo, blagor vam, ker ste za samostanskimi zidovi, v miru živite. Pa si rečem, no, sanje. Veste, naše življenje je zelo krepko realno, ne? Je osrečujoče. Zakaj? Zato, ker trudimo se in upam, da lahko tudi rečem, nam uspeva, da ima Bog prvo mesto. In vam rečem iz svoje lastne izkušnje lahko, ko ima Bog prvo mesto, takrat iz človeka žubori življenje, žubori veselje. Ne moreš biti en žalosten kristjan. Žalosten kristjan je žalosten kristjan, ne? Ampak življenje žubori. To pa ne pomeni, da ni tudi preizkušenj, da ni tudi trpljenja, ampak če veš, da je on s tabo, ne, midva sva se zavezala za večno. Če veš, da je on s tabo, potem ni nič hudega. Glejte, otrok, ki joka, če joka v očetovem naročju, tudi če joka, ni nič hudega. In nekaj podobnega je tukaj, bi rekla. Tudi če pride trpljenje, če pride preizkušnja in pride, če smo z njim, potem gremo čez vse. Ne? In on je šel že pred nami. In v trpljenju in stiskah in preizkušnjah nismo sami. To je eno, kar bi rada rekla. Drugo pa, naše življenje ni monotono in ni dolgočasno. Dobro, če je kdo tak tip, da si ga sam naredi, potem je tudi to možno. Samo, gledajte, pri nas se ves dan prepleta. Molitev in delo, srečanje z ljudmi, molk, samota, priprava na delo. Tukaj bi lahko, če bi šla naštevati, kaj vse, recimo v enem dnevu pride. Še zdaleč ne, dolgočasje in monotonost, večem bi kdaj rekla, naj se malo ustavi. In včasih moram kar sama malo na bremze pritiskati, da malo ustavim ta tempo, če tako rečem. A ne? Se moram odločiti, te stvari pa zdaj ne bom, ker se ves čas prepleta. Je čas za Boga, za molitev, da se osrediniš. Ne? Molitev je tista, ki postavi, če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. Potem je skupnost tudi tukaj. Jaz sem posvečena v skupnosti, tudi če je majhna skupnost, ampak tudi skupnosti damo svoj delež. In potem je tukaj poslanstvo, ki ni samo tistih nekaj ur na Centru za duhovne poklice, ampak tudi sem prihajajo ljudje z različnimi stiskami, prihajajo na srečanje, prihajajo na pogovor, prihajajo v najrazličnejših stiskah. Torej, sem sredi najhujšega dogajanja tega sveta, ko ljudje prinesejo vse te stiske, vse preizkušnje, kar jih nosijo
v sebi prinesejo sem. Ko skupaj iščemo, polagamo pred Boga, pa iščemo rešitve, kako ljudem v posameznih situacijah pomagati. Veste, to je pa pol življenje, je stalno ena dinamika in nikoli ni dolgočasna. Čudovito ste nam res opisala to. Rad bi vas pa vprašal to, sestra, vi vodite tudi razne duhovne vaje in kot ste omenila, se z mnogimi mladimi pogovarjate o njihovih stiskah, o življenju, o problemih. Kljub temu, da niste duhovnik, ki posluša spovedi, pa verjetno prodrete v srca mladih ljudi, verjetno tistih mladih v glavnem, ki so mogoče povezani s krščanstvom ali s Kristusom, pa bi lahko opisala mogoče srca teh mladih, ki se z vami pogovarjajo, kakšna srca, zato kakšne težave imajo mladi, o čem razmišljajo, kakšne strahove imajo, kako jih doživljate, mlade, s katerimi se vi pogovarjate, bi rekel tako na osebni, duhovni pogovoru ali pomoči. Kaj bi rekla o tem? Ja, moram reči, da mladi so mi zelo pri srcu, ker sem sama iskala marsikaj v življenju, kako res priti do tistih pristnih vrednot, kako najti Boga. Čeprav sem se zgodaj odločila, pa veste, tista zgodna odločitev nosi s sabo še čas zorenja. Moraš prečistiti, moraš se soočiti z določenimi vprašanji, življenjskimi vprašanji in to sem jaz prečiščevala, sicer že v samostanu, to je bil zame plus, ker sem imela vedno možnost se z eno ali s drugo sestro pogovarjati in so mi bile res na razpolago in takšne odprte. In ko sem sama našla, je to v meni sprožilo eno veliko željo, da bi to delila naprej, da tega, ker je meni Bog dal, ne obdržim zase, ampak delim z mladimi. Tako mladi danes prihajajo z najrazličnejšimi izkušnjami, z veselji, z radostmi, pa z velikimi preizkušnjami. Velikokrat moram reči, da te preizkušnje zadevajo najožji družinski krog, ko so v svoji lastni družini nerazumljeni, zelo ranjeni, celo zlorabljeni, močno zlorabljeni ali življenjsko dotolčeni včasih, bi lahko rekla. Najrazličnejše preizkušnje, ki jih nosijo s seboj, kompleksi, nesprejetosti, nezaželenosti, to, da starši nimajo časa zanje, to pušča v njih velike travme. Poleg tega še prizadetost od tega onega iz okolja. To je včasih kot en verižni kompleks, ki ga nosijo s seboj. Ampak vam moram reči, takrat, ko iščemo, ko smo v situaciji, jaz s tem mladim človekom trpim z njim, iščem z njim, kot bi jaz sama iskala. Iščemo situacije, izhode, pomagam jim postaviti življenje, oziroma, ja, da si sami postavijo, ampak jim pomagam tukaj. Naloga je njihova, jaz ne morem namesto njih. Ampak lahko jim pa pomagam, da si postavijo prave vrednote, da prečistijo svojo osebno zgodovino, pogledajo svojo preteklost, začnejo graditi nove odnose. Včasih se učimo abecede odnosov, moram reči. Tako da je najrazličnejši spekter od odnosov do strahov, recimo strahov, ali bom našel pravega partnerja, ali se bom prav odločil, recimo tisti, ki se odločajo, ali za družinsko življenje, ali za redovno življenje, ali za duhovništvo. Strahove dokončno se odločiti, recimo to je eden izmed velikih strahov, vezati se dokončno, ko pa živimo v svetu, ko se mnogi ne vežejo, oziroma še ko se vežejo, se tako hitro nalahko vzame in se porušijo stvari. Tako da zelo širok spekter od osebne zgodovine, odnosov, soočanja s sabo, sprejemanja sebe, velikokrat, morda še bolj dekleta tukaj vidim, imajo velike probleme sprejemati sebe z vsem tem, kar so, sprejemati svoje telo, svojo ženskost, svoje značilnosti,
tukaj je en zelo, zelo širok spekter. Do strahov, ali bom našel službo, ali bom našel primernega spremljevalca skozi življenje, primeren poklic, če že dobim zadostno število točk, da se lahko usmerim v določen študij, ali bom potem študij to, za kar študiram, lahko tudi opravljal. Potem veliko je problemov tudi s spolnostjo. Rekli ste, ne morem spovedovati, res ne morem spovedovati, ampak včasih so to taki osebni, taki intimni pogovori, ko pravzaprav sem deležna res takšnega velikega zaupanja, ko se odprejo o takih stvarih, ki morda niti z duhovnikom včasih niso spregovorili. Ne? Tako da to je en tak močen trenutek. Po drugi strani je pa tako lepo gledati te mlade, ki so v tem svetu polni hrepenenja, želje, da bi iskali Boga, da bi našli, kaj so prave vrednote, da bi naredili nekaj lepega, nekaj dobrega, nekaj plemenitega v tem življenju. In potem, če gledam te mlade, recimo drug profil mladih, ki so kot animatorji, kot prostovoljci na enem, na drugem področju, tukaj res, meni so ti mladi prav prostor raziskovanja, prav skrivnost, bi rekla. Vsak zase je ena velika skrivnost, vredna vsega spoštovanja, z vsem, kar nosi s seboj. In še toliko bolj, ko je ranjen, ko je morda razvrednoten v lastnem okolju, da najde tukaj en prostor sprejetosti, razumevanja, da se mu prisluhne, da se gre z njim na pot. Saj včasih vam povem, da so situacije, ko ne morem pomagati. Ampak že to dejstvo, da sem z njim, da ga podpiram, da molim za njega, da darujem tudi svoje stiske, preizkušnje, trpljenje za njega, jim je to v veliko tolažbo in v veliko pomoč, ko se borijo in vedo, aha, Štefka je, ki moli, še drugi so, ki molijo tudi. Sestra Štefka, Center za duhovne poklice. Pogovarjali smo se o odprtih vratih, o dogodku za 6. marca za nadškofije in metropolije Ljubljansko in Mariborsko. V današnjem svetu vidimo, da krščanstvo nekako izgublja. Gledal sem na nemški televiziji redovnika, trapista, ki je v velikem samostanu popolnoma sam, starejši gospod, bi rekel en poslednji redovnik, ali kako bi rekli mohikanec, ko so včasih rekli, ki še vztraja in se trudi, poln življenja, energije, veselja, ampak sam. Zakaj sestra Štefka je tako malo odzival na božji klic za duhovne poklice, redovništvo, duhovništvo? Kaj je glavni razlog po vašem razumevanju? Tako, jaz mislim, da je prvi in glavni razlog pomanjkanje poklicev, pomanjkanje vere. Glejte, poklic se rojeva iz klicanja. To se pravi, Bog kliče. Bog vstopa v moje življenje, v tvoje življenje, v življenje vsakega, ker je vsako življenje poklicanost. Ampak danes je hrup tega sveta tako močan in vplivi in ponudbe tako vsiljive, da če si človek ne vzame časa, se umakne iz tega hrupa, da bi prisluhnil Bogu, ne bo slišal. Je že to prvi razlog. Ne bo slišal. Pa ne zato, ker Bog ne bi mogel drugače, ampak veste, Bog je tisti, ki dela v človeškem srcu. In je čisto ena druga dimenzija, kot je hrup, vpliv tega sveta. Bog dela v tišini, Bog dela nežno v življenju vsakega in zato, če človek ni pozoren, če si ne vzame čas, ne sliši. To je eno. Drugo je ta duh potrošništva. Danes je veliko pehanje, imeti moram to, če osnovnega nimam, mobitel je treba imeti,
ta aparat je treba imeti, to je treba imeti. Marsikdaj začutevam, recimo pri ljudeh, ki jih srečujem, to miselnost. Tukaj v življenju z Bogom je pa čisto ena druga logika, veste. Tukaj ni imeti, ne, tukaj je biti kristjan, biti Božji prijatelj, biti Bogu na razpolago, biti z ljudmi, biti ljudem na razpolago. In je čisto ena druga logika, kot je logika tega sveta. In zdaj, tisti, kjer Božji klic preglasi ta hrup sveta, ali pa si sam vzame, da prisluhne in da si sprosi tudi to milost vere, ker končno, kot je problem vere danes navzoč v svetu pri odločanju za zakon, je navzoč pri odločanju za posvečeno življenje. Ista vera je pogoj in za zakon, in za posvečeno življenje in duhovništvo. Ne? Če bi imeli vero, če bi zaupali, bi se tudi vrgli v Božje roke, bi se zavezali, bi rekli, tukaj sem, zavežem se zavedno. Ne? Glejte, saj ni nič drugače. Tudi v zakon se ne upajo vezati. Saj, če gledamo procentualno število porok, isti problem, temelj manjka, vera manjka. Vera, da je Bog nad nami, da Bog vodi, da nas Bog vabi kot sodelavce v tem svetu. Mi smo sodelavci. Veste, tako lepo mi je na duhovnih vajah, ko spremljam mlade, ko dobesedno gledam, kako Bog dela v človeških srcih. To bi vsakmu enkrat privoščila, da bi malo tega izkusil. Kako Bog nežno, kako Bog blago, kako Bog močno, ampak ne v smislu moči, tako življenjsko dela v naših človeških srcih. Ne? In če bi mi se bolj odprli, če bi bolj potem se odprli življenju iz vere, glejte, pustiti vse, pa zaobljubiti uboštvo. Zaobljubiti je lahko, ampak če tega ne živiš, ti nič ne pomaga. Ne? Ampak če se daš Bogu na razpolago, pomeni, jaz nate računam, ti si moj temelj, jaz ne računam na materialne stvari. Ja, jih potrebujem, jih uporabljam po pameti, ampak ne računam pa ne nanje. Ne? Jaz se vržem v Božje roke. Vreči se v Božje roke je pa danes pod vprašajem, zaradi tega, ker ljudje hočemo 100% vse prijeti, imeti zagotovljeno in tega pa tukaj ni. Vržeš se. Kot se v zakonu vržeš v negotovo. Saj mož pa žena, ki se poročita, ne veste, kaj jih čaka. Tudi jaz kot redovnica ne vem, kaj me čaka, ampak vem, da sem v Božjih rokah, zato naj me čaka karkoli, grem naprej. Omenila ste kot glavni razlog, da pomanjkanje duhovnih poklicev in tudi zakonov, kar jih je dejansko vse manj, oziroma razpadajo, žal, pomanjkanje vere. Tukaj pa se pravi, je vprašanje, kako je povečali vero. In mislim, da je cerkev dolžna potem povečati evangelizacijo. Ne? In zdaj veliko govorimo o evangelizaciji, naša televizija bi pa ravno to rada, da bi se poznanilo o dobrem Bogu, širilo in da bi povečali evangelizacijo. Normalno eno sporočilo o Gospodu Jezusu, ne? Tako da je pravzaprav odgovor čisto enostaven. Evangelizacija je ključ do vsega. Veste, ko se enkrat srečaš z Bogom v živo, jaz čutim, da tega ne morem obdržati zase. Če sem jaz slišala to veselo novico, da me ima Bog rad, da ima Bog neizmerno rad, zastonj, ne, ker sem pridna pa pobožna, pa ne vem kakšna, on me je imel rad predvsem tem, pa tudi zdaj nisem tako, da bi bil to razlog, ne. Ampak, ko veš, da te ima Bog rad in da te ima zastonj rad, ti tega ne moreš obdržati zase, to bi bila krivica, ne. Ljubezen, to Božja milost, ki si jo prejel, te sili noter, ne? Če se te je res dotaknila v dno duše, te sili, da to neseš naprej, da to deliš. Tak, kot si, saj to ne pomeni, da smo popolni. Jaz sem še vedno slabotna, grešna, imam napake, ampak
S tem, ker sem, želim hoditi z vsem srcem za Jezusom in to želim tudi prinesti vsem, tudi vsem poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam, ki boste gledali, ki gledate to oddajo, bi vas lepo povabila, pridite in poglejte, kje Jezus danes stanuje. On je res tisti velik zaklad. In lahko bi rekla tudi za nas, ko človek najde ta zaklad, kot beremo v Evangeliju, gre, proda vse drugo, da bi dobil ta zaklad. In nekaj tega je to. Mi smo odkrili ta zaklad in smo drugo pustili in želimo nekaj od tega podeliti tudi z vami, ki boste prišli na ta dan odprtih vrat. Torej, dobrodošli.